Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, v oddaji Župan za vas smo danes v gosteh v občini Turnišče. V središču Turnišča in z nami je gospod Borut Horvat, župan občine Turnišče. Lep pozdrav. Lep pozdrav tudi z moje strani. Takole mirno izgledajo Turnišče danes, ko smo se pripeljala z našim snemalcem Semkaj. Malce je življenje seveda se umirilo, utišalo, kot to radi rečemo, pa vendarle, čeprav vedno znova govorimo o tem nesrečnem COVID virusu, kako je stanje vaše občine, kako je stanje v občinski upravi, deluje, kajti zdi se mi, da zaposleni vse večinoma niso doma in ne delajo od doma. Ja, tako je, kot ste omenili, se pravi zaposleni v občinski upravi delamo, se pravi malo drugačen režim pristopa k nam, se pravi zunaj se morajo najaviti oziroma pozvoniti, da potem tudi izmerimo temperaturo skladno z navodili in pa potem posamezno spuščamo tudi vse obiskovalce, se pravi naše občane, noter, da se lahko uredijo zadeve. Kakšna je epidemiološka slika v občini? Ja, moram reči, da je kar nekaj okužb, imamo aktivnih, se pravi nekje v sredini smo po samem grafu prekmurskih občin. Nekako poskušamo z dodatnimi ukrepi zajeziti, tudi apeliramo na vse občane, obiskovalce v naših krajih, ki vseeno pridejo zmes kaj, da se držijo teh ukrepov, ki so sprejeti. Sedaj v drugem valu je tako regulirala ukrepe v glavnem država, naša vlada. V prvem valu ste še nekako župani lahko. Ste kaj dodatnega sprejeli v vaši občini glede ukrepov zraven tistega, kar že tako ali tako država predpisuje? Ja, zdaj dva ukrepa smo dodatno sprejeli, se pravi, to so bilo dejansko ta dva ukrepa sta bila prepuščena lokalnim skupnostim, da same sprejme, se pravi županom v odgovornost, da to storijo. Se pravi, zaprli smo igrala, kot smo tudi v prvem valu epidemije, nekako da potem tudi preprečimo, da bi se mogoče otroci okužili ali prenesli okužbe v družine, kjer tudi živijo starejši ljudje, bolj občutljivi tudi na sam koronavirus. In pa sedaj to zadnje, ko smo imeli dejansko, ko smo za nujno varstvo zagotovili za tiste res, ki potrebujejo to. Tako smo tudi v vrtcu organizirali to nujno varstvo in pa zdaj še zadnji ukrep, ki smo ga pa ravno prejšnji teden sprejeli oziroma ta teden dokončali, to je pa zagotovitev tega toplega obroka za tiste učence in dijake, ki to nujno potrebujejo. Nekaj se pojavlja seveda tudi težavo gotovo, ampak morda bomo še šla ravno na to kasneje, ko bomo malo pogledala, kako funkcionirajo javni zavodi pri vas, vrtci, šole in pa postaja zdravstvena. Morda k tistemu, kar seveda žene kolesje naprej, kljub temu, da se malce umirilo, to je seveda investicije. Tudi vaše občine Turnišče imate kar nekaj, tiste, ki so vezane na občinski proračun, tisto brško ne normalno funkcionira, kajti država do nekako občin še pokriva tiste obveznosti, kar jih mora za tekoče poslovanje. Seveda drugo pa je, če gre za kakšni državni projekte na nivoju države, tam se zadeva ustavila in čaka na boljše čase. Ja, tako je, kot ste že omenili, se pravi, ta dva projekta imamo, ki sta dejansko vezana bila na evropska sredstva, za enega, se pravi, tistega dodatnega tretjega smo še uspeli izvesti še pred dejansko tistim prvim valom epidemije, vsaj začeti z izvedbo, medtem ko ta dva večja, se pravi, ureditev ceste do gospodarske cone in pa kolesarska povezava Turnišče Dobrovnik-Lendava, to se je pa predstavilo v naslednje leto, se pravi leto 2021. Ta dva projekta sta bila strogo vezana tudi na evropska sredstva, se pravi večinski del sredstev iz evropskih sredstev. Vseeno smo pa tiste, ki so bili vezani na naš občinski proračun, tudi moram vedeti, da nam je tu pomagalo dvig povprečnine precej, ko smo tudi lahko dodatno še potem dodatne ta investicije, ki so vezane na občinski proračun, izvedli. Zdaj prej sem omenil, dejansko smo z evropskih sredstev uspeli izvesti en LASO projekt, se pravi lokalne akcijske skupine, to je šport za vse generacije, kjer smo dejansko v dveh sklopih, se pravi en del je bilo namenjeno za strelsko društvo Štefan Kovač Turnišče, nabava premičnih tarč, drugem delu pa za naše občane, ko smo v dveh vaseh, se pravi v vasi Gomilice in pa Renkovci zgradili fitness na prostem. Žal sedaj zaprti zaradi teh ukrepov, ampak upamo, da bo pa vmes tudi to minilo. Ravno navezujoč na vaše besede in na projekt za mlade športne, žalostno, ne samo vaše občine, tudi drugje, ko takole hodimo naokrog, gledamo, da pravzaprav športni objekti, struktura športna, ki je v večini občin res zdaj urejena, mladi imajo vse možnosti, sameva. Ampak morda boljše tako pa bodo mladi izkoristili, če se ne bodo preveč polenili, potem, ko bo enkrat te krize konec. Ja, jaz moram reči, da moram kar pohvaliti naše občanke, občane, za tudi zvečer
ko sem zunaj, vidim, da kar dosti jih gre na sprehod, so kar aktivni. To znam reči, da tiste mestnem času, ko so bili ukrepi malo milejši, so kar s pridom ta dva fitnessa naprav sem že uporabljali, prav tako vse igrala v občini, vsak kraj ima nekaj igralo svoje že, ampak zdaj dejansko smo potem z začetkom drugega vala epidemije tudi to, bom rekel, tudi zaprli ta igrala, predvsem v skrbi za zdravje naših občank in občanov. Prav je, tako bodi tako. Ena redkih občin, ki ste že sprejeli rebalans, je že za vami, ne? Občinski svet je že to nekako odpravil in v pripravi imate že proračun za prihodnje leto 2021, morda nekaj o tem. Tako je, se pravi v mesecu septembru, še pred drugim valom smo uspeli sprejeti rebalans proračuna. Dodali smo, če lahko samo menim, ta rebalans proračuna ravno na račun teh dveh projektov, ki sta odpadla. Smo druga dva projekta, se pravi kolesarska pot Gomilice do romskega naselja in pa spremembo namembnosti, se pravi bivše stavbe zadruge kmetijske, tu v neposredni bližini v fitness, kar ravno ta teden načrtujem, da bomo dali ven javni razpis. In pa nekako se že oziramo v leto 2021, se pravi počasi pripravljamo proračun, kjer bo kar dosti investicij. Nekatere investicije, te dve, ki sem menil, se bosta dejansko tudi prevesili v naslednje leto, drugo leto pa potem štartamo za tema dvema investicijama, ki sta sedaj dejansko bili premaknjeni. Če bo uspešno, potem tudi, bom rekel, z druge strani, se pravi z strani sofinanserja, zagotovljena sredstva v letu 2021, to je cesta do gospodarske cone Turnišče in pa kolesarska povezava Turnišče Dobrovnik-Lendava. Poleg tega načrtujemo seveda še nekaj dodatnih investicij, ki jih bomo pokrili dejansko iz občinskega proračuna. Se pravi, ko bomo dokončali to spremembo namembnosti, se pravi kmetijske trgovine v fitness, bomo v prostorih fitness na večnamenskem objektu zgradili oziroma dogradili oziroma rekonstruirali objekt v dva oddelka vrtca, ker zdaj imamo malo težave, malo je prostorska stiska za samem vrtcu, dva oddelka gostujeta v šoli in glede na povečan vpis, bomo rekel, tako vrtec kot zdaj posledično potem tudi več oddelkov v šoli, potrebno ta dva oddelka. Poleg tega načrtujemo še tudi druge investicije, za nekaj se dogovarjamo tudi z državo, ki je še dolžnik ene kolesarske povezave, se pravi Turnišče do Renkovec še manjka, da bi potem to država zgradila. Potem nekaj projektov imamo tudi seveda iz evropskih sredstev preko LAS programa, se pravi na Polonšeki domačiji želimo urediti, se pravi dvorišče in pa postaviti sodobno dvostezno kegljišče za naše občane. Potem drug projekt, ki smo ravno prejšnji teden dobili odobritev, je postavitev koles pri cerkvi, se pravi tam želimo urejati nekako v smeri turizma zadevo, peljati, urediti infrastrukturo, pa potem tudi izboljšati dostopnost, možnost, da tam tudi turisti postanejo, se preusmerijo iz, bom rekel, iz avtomobilov na kolesa, pa potem tudi mogoče Prekmurje celo z kolesi obvozijo. Borut Horvat, župan občine Turnišče, izpovedanega, sklepajoč, veliko dajete na ta zelene dele, tudi turizma, kolesarske steze, pešpoti in tako naprej. Kako pa je s ostalo infrastrukturo, da še malce tukaj ostajamo, vodovod, ceste v vaši občini, mislim, da je tudi ta še vedno projekt vodovodne oskrbe, kako je v vaši občini s tem? Zdaj moram reči, da so določene težave na vodovodnem omrežju, to je pač posledica celotnega sistema. Jaz upam, da se bo to s časoma začelo odpravljati. Za določene rešitve bo potrebno verjetno iskati pri samem upravljalcu vodovoda. Nekaj že poskušamo dejansko tudi sanirati, če se karkoli da. Za največja težava nam je seveda kanalizacijsko mreže in pa čistilna naprava. Za dejansko od konca drugega leta bi mogli začeti z gradnjo čistilne naprave. Tu smo žal na listi B, se pravi dogovora regij. In zdaj, kolikor je pričakovati, da bi dobili ta sredstva sofinansirano, ker gre res za 3,7 milijona investicije. Žal to z lastnimi sredstvi verjetno iz proračuna ne bo možno. Ob nekako, bom rekel, 2,5 milijonskem proračunu je to dejansko neizvedljivo. In upam tudi na posluh države v tej smeri, da bo vsaj nekaj sofinansirala oziroma vsaj pretežni del sofinansirala, da bomo lahko tudi to izvedli, to investicijo. Zdaj, za nami je dejansko tudi inšpektorat stoji, se pravi z odločbo, pač žal, naša čistilna naprava je bila 2000 leta narejena, predana namenu, v 20 letih je dotrajala, je potrebno določene vložke v njo tudi storiti. Tudi prej sem mogoče omenil tudi glede cest, tudi temu posvečamo posebno pozornost, kje se le da poskušamo sanirati zadeve. Zdaj reči, da kar precej cest je bilo na novo narejenih ob samem vodovodnem omrežju, ker so se dejansko cele ceste uničevale z novim vodovodnim mrežjem. Poleg tega bo tudi nekaj manjših vložkov, se pravi nekaj manjših asfaltirskih del smo tudi sami že uredili.
Zdaj tudi pričakujemo tukaj, da se bo to našo novo naselje, se pravi Paseke, ko je zdaj tako bilo aktualno, tudi začelo v letu 2021 graditi. Tudi tam bomo potem dejansko pristopili z vso komunalno infrastrukturo, da bomo do parcel pripeljali tudi to komunalno infrastrukturo. Danes seveda, ko je tudi, ko bo šla k javnim zavodom, šolanje nadaljavo, pokritost z optičnim kablom, recimo z omrežjem, je v Turnišči zadovoljiva? Je tukaj Ja, to moram reči, da ni zadovoljivo, tudi več pogovorov smo že dejansko z obema ponudnikoma imeli, za nekako interesa ne kažeta, da bi se dejansko to optično omrežje razvejalo po sami občini. Se pravi, nekaj linij je tega optičnega mreža, moram pa reči, da je velika večina še vedno navadno, se pravi, kabelsko omrežje. Nekako tudi poskušamo reševati potem te težave za šolo. Zdaj, koliko je meni znano, ker smo dejansko v vsakodnevnem kontaktu, kar dobro rešujejo te težave, se določene stvari pojavljajo, predvsem pomanjkanje računalnikov, katere bi otroci potrebovali za delo nadaljavo. Zdaj nekako smo potem tudi skupaj s šolo, reči, da tudi šola pristopila, da so takoj v septembru dodatno začeli izobraževati otroke, jih računalniško opismenjevati. Seveda starejše je bolj sodovzetni, zato mlajši mogoče več težav imajo, zato tudi tukaj več starši potem morajo pomagati. Upajmo, da se bodo ti ukrepi po določenem času iztekli in da bodo spet otroci lahko normalno šli v šole. Toliko v šoli, v vrtcih ste že omenili, da tudi probleme rešujete na tak način, da boste 2 nova oddelka odprli v doglednem času. Kako je pravzaprav z nataliteto? Če imate pomanjkanje prostorov, pomeni, da nataliteta v občini Turnišče vendarle raste? Zdaj po zadnjih, če tako pogledamo zadnjih 5 let, se vidi krivulja, da gre navzgor. So leta, ko je malo manj otrok, malo več otrok. Zdaj tudi tu potem načrtujem pravim to investicijo v vrtec. Seveda pa tako vrtec kot šolo tudi smo v letošnjem letu tudi dodatno še investirali. Določene stvari smo popravljali, se pravi šolsko kuhinjo v šoli, medtem ko smo pa vrtcu dejansko zamenjavali vse luči, zunanje prostore. Zato nam je tudi malo na roko šlo dejansko, ko so vrtci zaprti, ker v tistem času je bilo to možno hitro izvesti, ker drugače pa je potem potrebno tudi paziti na našo varnost naših najmlajših otrok, jim zagotoviti, se pravi, boljše okolje, boljši dostop do vseh teh storitev, ki jih lahko preko javnega servisa vzgoje in varstva nudimo. Zdravstvena postaja, ki jo imate, deluje obremenjena? Obremenjena je, zdaj malo nam je pomanjkanje, se pravi, zdravnikov. Zdaj moram povedati, da tu predvsem manjše občine smo malo v manjku, bom rekel, ker težko pridobimo v občino samega družinskega zdravnika. Zdaj zgodilo se nam tudi to, da mi je dejansko zobozdravnik odšel iz zdravstvene postaje. Zdaj smo tudi vložili v zdravstveno postajo, rekel bi, najprej smo sanirali celotno zobozdravstveno ambulanto, čakalnico, tu se nam je žal pojavilo, da je bilo poplavljanje, se pravi puščanje vode in smo nekako sanirali. Načrtujemo pa, da bi v roku 2-3 let dejansko tudi zdravstveno postajo celoti obnovili, jo prenovili, zagotovili še mogoče za dodatno za enega družinskega zdravnika, da bi lahko potem tudi tukaj 2 družinska zdravnika delovala, poleg še enega zobozdravnika. Če še malce pogledamo na gospodarstvo, čeprav ne sodi ravno tu pod vašo domeno, pa pod neposreden vpliv Renkovci z Paradajzom. Vsako leto nekaj novega dogradijo, paradni konj praktično in pravzaprav vsa Slovenija, pa tudi že del Evrope ve za Renkovce, ve za občino Turnišče prav po zaslugi. Seveda, dejansko so aktivni na tem področju, tudi zdaj, kot je meni znano, pripravljajo še širitev, tudi tukaj v Renkovci, poleg zdaj Velike Polane, ko so dejansko delali, nov razslednjak še enega takega nameravajo tu postaviti v Renkovcih. Zdaj poleg samega podjetja Paradajz tudi imamo Planiko, se pravi Planika je tudi normalno delovala v tem obdobju, sicer nekaj so zmes bili zaprti, se pravi nekaj časa, vidim, da imajo kar precej dela, malo se dejansko pojavilo nam to, da dejansko ne morejo zagotoviti si več delovne sile, se pravi pomanjkanje delovne sile. Tudi če pogledam na drugo stran občine, tudi so aktivni manjši podjetniki, zdaj tu največjega vidimo dejansko Agrokorn, ki se ukvarja potem z odkupom kmetijskih pridelkov in pa več manjših podjetnikov, ki si dejansko tudi, bom rekel, se v teh časih malo drugače tudi znajdejo, ker vemo sami, zdaj glede na te vse ukrepe, da dejansko tudi potrebuje pomoč, kar vidim, da dejansko tudi vlada v vseh teh protikriznih paketih, ki jih sprejema, tudi nekako poskuša iti nasproti vsem tem manjšim. Vsak se seveda bojuje na svoj način.
in poskuša preživeti tole krizo. Mislim pa, da je najbolj nekako prizadeto družbeno življenje, društveno življenje v občinah, tudi pri vas. Druženje ni več to, kar smo ljudje, recimo vse na tem koncu dežele v Muri radi postorili. Niste imeli letos sejma, tudi za veliko mašo, znamenito romanje v srednjo Mursko-Soboške škofije, tukaj v Turnišče, kjer je duhovno središče, je odpadlo, kar pomeni, da nekako, ne bom rekel, da se ljudje utujejo, ampak tudi tu se je zadeva kar precej umirila. Ja, moram res to, kar ste povedali tudi dejansko javno, dejansko so društveno življenje v celoti zamrlo. Nekaj manjših poskusov oživitve smo imeli, ampak v tistem času, ko je dejansko so ukrepi to dopuščali. Zdaj moram samo vedeti, nekako januar, februar, marec so tisti čas, ko so dejansko občni zbori, ko se društva pripravljajo na izvajanje dejavnosti skozi celo leto. Zdaj, kot ste že omenili, obe dve največji prireditvi sta odpadli. Se pravi, dejansko prireditev ob sami veliki maši, se pravi, ni samo tista velika maša, tisti sejem, tu še potem dodatno je ta varaška noč, ko mi rečemo, potem predstavitve različnih društev na tem sejmu. Tu je dejansko največji spad so doživela društva, ki so se nekako tudi nekaj sredstev iz tega potem tudi prinesla v svoje proračune. Tem druga večja prireditev, ki je bila, je Ferencovo sejanje, to smo tudi žal nekako še pred tem drugim valom vseeno poskušali vsaj nekako pogoje pridobiti, pod katerimi bi lahko izvedli, vendar glede na izdane pogoje Nacionalnega inštituta za javno zdravje smo se nekako potem združili dogovorili, da rajši ne. Tudi jaz bom rekel tak pomisleki so bili glede varnosti, glede zagotovitve zdravja naših občank in občanov in nekako potem smo skupaj sprejeli, da rajši ne bomo to izvajali. Je pa dejansko življenje na društvenem področju kar precej prezideto, kot sem že prej omenil, se pravi največji izpad imajo društva. Iz teh vseh prireditev so dejansko potem tudi nekaj sredstev pridobila. Zdaj nekako mi poskušamo blažiti ta izpad z samimi sredstvi iz proračuna, se pravi, mi smo dejansko izvedli na obeh področjih, ki imamo, na področju kulture in pa turizma, ter še na tretjem področju športa, se pravi, javne razpise, razdelili ta sredstva jim, društvom, žal zdaj ne morejo jih, bom rekel, tudi porabljati za določene stvari. In upamo, da bo drugo leto boljše, da bomo vsaj lahko potem tudi ti dve veliki prireditvi izvedli. Saj tudi občina Turnišče je dejansko znana po veliki maši in spremljajočih prireditvah. Je tudi romarsko središče, tudi sedaj dejansko teh turistov ni v občino, je zelo okrnjena, sam ogled naše najbolj znamenite stare cerkve, se pravi, ki je iz 13. stoletja, ki tudi dejansko je tako na našem grbu gor zajeta, kot tudi v vseh pisnih omembah, ki je, ne. Se pravi, prva pisna omemba izhaja dejansko iz te stare cerkve, se pravi, iz tistega prvega dela stare cerkve in nekako tudi na to potem gradimo mi dejansko svojo preteklost in prihodnost. Ko še malce pobrskamo po preteklosti, ni samo romarska cerkev, marveč tudi seveda zelo močno naselje z 3 cehi, čevljarskim, kovaškim in pa krojaškim. Tudi to še nekako ta tradicijo držite, ohranjate kot seveda dediščino preteklosti in jo nekako namenjate zanamcem, prihodnjim rodom. Seveda, saj dejansko smo kot občina tudi poznani po teh 3 cehih, ki so dejansko že izvirajo iz 18. stoletja, so večinoma vsi 3 bili v tistem stoletju tudi ustanovljeni, z namenom dejansko povezovanja, za primer krojaški ceh, krojače v ta ceh, ko so se dejansko krojači, se pravi in vajenci, tudi povezovali. Namen je sicer bil sprva malo drugačen, se pravi pomoč ostalim članom ceha, če se je kaj zgodilo v družini, če se mogoče kakšna naravna nesreča ali kakšna druga nesreča je bila prisotna, so nekako sedaj se je pa to, bom rekel, skozi čas se je ta tradicija malo drugače izblikovala, se pravi, cehi so bili prisotni pri pogrebih in pri mašah, nekako tradicija se pelje naprej, se pravi, dejansko zdaj imamo 3 cehmešte kot vodje cehov in pa potem vsako leto so se dejansko sestali v mesecu od decembra, se pravi 27. decembra, pa potem nekako do sredine januarja so nekako srečanje pripravili za svoje člane. Da tudi to je pod vprašanjem, če bo izvedeno v letu 2021, se pravi odvisno od ukrepov. Nekako pa tudi bi rekel, ta tradicija naprej živi, nekako tudi mi poskušamo iti nasproti in pomagati pri sami tradiciji, da ne bi to zamrlo, da bi se to ohranjalo. Je nekako, bom rekel, zgodovinska podoba tudi našega kraja, nekako sodi v to tudi v romarsko središče. Te 3 cehe tudi, moram vedeti, da jih imamo na grbu, se pravi, naš grb zajema te 3 cehe v spodnjem delu grba in nekako tudi potem tudi tradicija se ohranja naprej.
Borut Horvat, župan občine Turnišče. Tradicija je tudi v teh naših krajih, ker smo ravno v tem času martinovanja, različnejša, tudi krst mošta in tako naprej. Zdaj smo v tem času, ko moštve prehaja v mladovino. Tudi martinovanj več ali manj ni, morda kje tradicijo nadaljuje s kakšnim krstom po zasebnih kleteh, v manjših skupinah, gotovo. Kaj reči ob tem, da tudi ta praznik, ki je tako priljubljen pri nas in pa svetnik, letos nekako ne bo doživel nekega veličastva? Ja, seveda zaradi teh ukrepov, ki so sprejeti, se zavedam, da pač tega ni možno izvesti. Zdaj moram povedati, da v občini Turnišče dejansko vinogradniško sadjarsko društvo to izvajalo od 1995. leta, se pravi vsako leto 11.11. tradicionalno prireditev tu ob občinski stavbi, krst moštva. Upamo, da bo drugo leto že lahko to izvedeno, sedaj pa se bodo verjetno, kot ste že omenili, tudi vinogradniki znašli po svoje in to v ožjem družinskem krogu opravili v svojih kleteh. In upam tudi, da bo najin prihodnji pogovor morda že v boljših razmerah, ko bo epidemiološka slika nekoliko boljša. Seveda zdravja občankam in občanom ob spoštovanju seveda vseh ukrepov Nacionalnega inštituta za javno zdravje, predvsem pa vam, vaši občinski upravi, veliko uspeha še v letošnjem letu, kolikor nam ga je ostalo, in vse dobro v prihodnjem letu 2021. Hvala lepa v mojem imenu, kot tudi v imenu občank in občanov občine Turnišče. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, z županom občine Turnišče, Borutom Horvatom, ste danes v pogovoru doživeli utrip občine Turnišče skozi več segmentov dogajanja in številne aktualnosti. Do prihodnje oddaje Župan za vas vam kličem srečno in mnogo zdravja.